Knjiga zgodbe iz Slovaške, čisto sveža, prinaša k nam končno živo slovaško književnost. Na Slovenskem imamo zelo bogato antologijo 100 let slovaške književnosti, ki prinaša pregled slovaške proze in poezije v celotnem 20. stoletju. Ta antologija pa je živa v tem smislu, da skozi njo vidimo, kaj vse je nastajalo v slovaški književnosti zadnjih 25 let v osrednjem žanru, to je kratka proza. In tukaj je Slovaška zelo bogata, antologija prinaša zelo pestre pisave, vsaka zase je nekaj posebnega v jezikovnem, tematskem smislu, tudi generacijski izkušnji nenazadnje posameznih avtorjev. Tukaj bi izpostavila, da pravzaprav ne manjkajo avtorji, ki jih še nismo brali v slovenščini, to je Jan Johanides ali pa Stanislav Rakus, potem odličen Rudolf Sloboda. Hkrati imamo pa tukaj dobro predstavljeno generacijo najmlajših avtorjev, izpostavljene so tukaj avtorice, in zato moram reči, da se mi zdi zanimivo ta pestrost, ki jo omenjam, da se zgodbe, ki jih riše ta antologija, pravzaprav raztezajo od leta 1989 do čisto do današnjih dni, da je tako tematsko široka. Torej, to ni več samo izkušnja doma, Slovaške, ampak tudi izrazito tujine. To ni več samo nostalgično spominjanje na 70. leta, ki so bila tako produktivna, ampak je to refleksija tudi čisto sodobnega časa in tudi jezikovno zelo zanimiva. Mogoče še o antologiji, antologijskem izboru. Z antologijami je ponavadi križ, predstavljati jih želijo torej nekaj najboljšega, čim več v čim krajšem času, kar je lahko včasih tudi varljivo. Slovaki temu rečejo z každého rožku trošku, torej iz vsakega pomalem pa potem nič. Ta antologija to absolutno presega, prinaša namreč tako bogat pogled na zadnjih 25 let v slovaški književnosti, da bomo to knjigo gotovo brali še dolgo časa, in zato mislim, da gre velika zahvala Andreju Pleterskemu, ki je izbral in prevedel zgodbe za to antologijo.